Matej, vprašal bi vas kot avtorico knjige Ideološki konstrukti o cepljenju, kateri tipi cepljenj se vam zdijo še posebej problematični? Ta redna cepljenja, ki jih imamo, ali v ta isti kup dajete tudi cepljenje za posamezne bolezni oziroma za posamezne grožnje? Vsa cepljenja so problematična, za vsa cepiva veljajo pravzaprav te isti problemi. Seveda so najbolj problematična cepljenja otrok. Otroci, sploh dojenčki, so še nerazviti, njihov imunski sistem je nerazvit, njihov živčni sistem je nerazvit in dobijo glavnino cepiv oziroma precej velik delež cepiv v obdobju, torej v prvi polovici leta, prvih 6 mesecih, ko je pravzaprav kritično obdobje razvoja možganov in ko je njihova krvna možganska pregrada še toliko bolj propustna. Propustna je še par let. Pri majhnih otrocih je veliko bolj propustna kot pri odraslih, ampak seveda mlajši kot je otrok, bolj je ta krvna možganska pregrada propustna, kar pomeni, da vse te nevrotoksini, recimo aluminijevi avansi, s toliko večjo lahkoto in s toliko večjo intenziteto prehajajo v možgane, kjer se zasidrajo, povzročajo vnetja, povzročajo otekline, povzročajo poškodbe možganov in živčevja. Mlajši, kaj je otrok, večji je potencial, da bojo to resne poškodbe. Seveda tudi odrasel ga lahko cepite in dobi kakšno nevrološko obolenje. Recimo makrofagni miofasciitis je po cepljenju s hepatitisom B relativno pogost, ampak kljub temu neizdelan nadorganizem, ki se mu imunski sistem še razvija, ki se mu živčni sistem še razvija, je za vse te napade iz okolja, torej za vsa ta cepiva še toliko bolj ranljiv. Zakaj ravno cepljenje v času te zgodne in zelo občutljive življenjske faze? Morate pa še zdravnika vprašati, zakaj. Uradni odgovor je da se jih zaščiti pred temi strašnimi boleznimi, pred katerimi bi drugače kar vsi umrli. Ampak ja, to je vprašanje, na katerega pravzaprav ne dobite nikoli kakšnega pametnega odgovora. Zakaj otroka izpostavljati tako nevarni proceduri v najbolj ranljivem obdobju? Hvala lepa, Matej. Okay.